No, danes se mi bo v živahni razpravi pridružil Jeffrey Miron, višji predavatelj ekonomije na Univerzi Harvard in direktor ekonomskih študij na inštitutu Cato. Dan Perry, analitik za mednarodne zadeve in avtor novičnika Ask Questions Later. In Nathan J. Robinson, glavni urednik revije Current Affairs in avtor knjige Zakaj bi morali biti socialist. Preden vas vse pozdravim, si poglejmo nekaj ozadja te zgodbe. Oglejte si. Za kratek trenutek, to poletje je Elon Musk postal prvi bilionar na svetu. Uspešen vstop SpaceX-a na borzo je njegovo ocenjeno premoženje potisnil čez mejo $1 bilijon, skoraj nepredstavljiva koncentracija bogastva v rokah ene osebe. In to se dogaja ravno v času, ko se v Ameriki odvija veliko večja razprava o bogastvu in kapitalizmu. Najbogatejši 1%, zdaj nadzoruje približno tretjino družinskega premoženja. Medtem pa politiki na demokratično-socialistični levici pridobivajo podporo, saj se zavzemajo za višje davke za izjemno bogate, razširjene javne storitve in večjo vlogo države v gospodarstvu. Podporniki izjemnega bogastva trdijo, da so bogastva, kot je Muskovo, v veliki meri ustvarjena z lastništvom podjetij, ki inovirajo, zaposlujejo ljudi in ustvarjajo ogromno gospodarsko vrednost. Kritiki trdijo, da lahko tako velika koncentracija bogastva poglobi neenakost, izkrivlja politični vpliv in preveč gospodarske moči zbere v rokah peščice. Kje naj torej potegnemo mejo? Ali je kopičenje tolikšnega bogastva dejansko dobro za gospodarstvo? In ne nazadnje, ali bi morali bilionarji sploh obstajati? V redu, zdaj je čas za naš 30-sekundni hitri krog za vsakega gosta na našem panelu. Vsak bo imel 30 sekund, da odgovori na naše prvo vprašanje. Nato bomo odprli razpravo za daljše odgovore. Torej, začnimo. Nathan J. Robinson, vi boste prvi odgovorili na naše prvo vprašanje. Imate 30 sekund. Ali bi morali bilionarji obstajati? No, spomnimo se, koliko je $1 bilijon. Če bi vsak dan zaslužili $1 milijon, bi potrebovali skoraj 3000 let, da bi jih zbrali. $1 bilijon bi segel mimo sonca. Takšna količina denarja ljudi ne osrečuje. Ko si milijonar ali celo milijarder, ti gre dobro. Lahko imaš vse, kar si želiš. Ne glede na to, ali bi bilo imeti $1 bilijon upravičeno v nekem abstraktnem smislu, kjer bi bilo vsem dobro, mislim, da ni nobenega dvoma, da to ni upravičeno. Ko so ljudje, ki so v hudi stiski, ko so brezdomci na ulicah, ko so ljudje, ki si ne morejo privoščiti hrane, ki si ne morejo privoščiti študija na fakulteti, dobrih šol. Zato mislim, da v družbi, kakršno imamo, takšne razlike ni mogoče upravičiti. V redu. Jeffrey Miron, 30 sekund. Ali bi morali obstajati bilionarji? Moja glavna poanta je, da to ni jasno opredeljeno vprašanje. Vlade ne morejo storiti ničesar, da bi preprečile obstoj bilionarjev. Če imate zakone ali politike, ki poskušajo to omejiti, ljudje, ki bodo postali bilionarji, bodo našli načine, kako razdeliti svoje premoženje med zakonce in otroke ter prek zapletenih finančnih pogodb in podobno. Torej, je to preprosto brezupen cilj in zato o tem sploh ne bi smeli govoriti. Poleg tega obstajajo potencialno zelo slabe stvari, ki povzročajo preveliko koncentracijo bogastva. Zanje je v glavnem odgovorna vlada. V redu. In ne nazadnje, analitik za mednarodne zadeve Dan Perry, imate 30 sekund za to vprašanje. Ali bi morali bilionarji sploh obstajati? No, po današnji vrednosti dolarja in današnjih ravneh kupne moči ne bi smeli obstajati, ker je $1 bilijon več kot BDP mnogih držav. Mislim, da skrajni primer to pojasni. Svobodni trg, vsi smo za to. Tudi sam sem kapitalist. Ampak če bi svobodni trg ustvaril situacijo, kjer bi imel ena oseba vse bogastvo in ves dohodek, 8 milijard pa ničesar, je jasno, da tega ne bi dovolili. Imeli bi popolno revolucijo v vsaki državi. Tako da večina družb, ki jih poznam, podpira določeno stopnjo prerazporeditve. In zato so bila vzpostavljena načela, da moramo imeti na primer progresivno obdavčitev. In potem se postavi vprašanje, ali smo na optimalni točki neenakosti. In mislim, da v osnovi nismo. V redu. Zdaj bomo našim panelistom zastavili daljša vprašanja. Začela bi s tabo, Nathan. Elon Musk je postal prvi bilionar na svetu v letu, ko vidimo zmanjševanje prehranskih bonov, rekordno revščino, vojno, ki divja po Bližnjem vzhodu. Je to po tvojem mnenju znak, da kapitalizem deluje ali da se je v osnovi sesul?
Ja, no, začne se sesuvati. Mislim, da smo vse bližje točki, ki jo je omenil Dan. Kot je rekel Dan, in to je pomembno, nihče od nas ne bi sprejel situacije, v kateri bi bilo vse bogastvo skoncentrirano v eni osebi in nihče drug ne bi imel ničesar. Nihče drug ne bi imel ničesar. Tako nas to vse bolj približuje takšni fevdalni situaciji. In ena od težav je, da z izjemno koncentracijo bogastva pride tudi moč, pride korupcija. Videli smo, da je Elon Musk resnično želel, da bi bil Donald Trump izvoljen leta 2024. Zato je porabil $100 milijonov, da bi poskušal vplivati na volitve. Zdaj, ne vemo, ali je to dejansko naredilo razliko, ampak bistvo je, da ko ima nekdo možnost porabiti skoraj neomejeno količino denarja, lahko dejansko kupi politične rezultate, ki si jih želi. To ustvarja nekakšen neskončen cikel. In seveda, podedovano bogastvo pomeni, da se takšna fevdalna struktura bogastva prenaša na naslednjo generacijo in naslednjo generacijo. Zanimivo. Veš, Jeffrey, rada bi slišala tvoje mnenje o tem. Moje mnenje je, da imajo poskusi vlade, da v gospodarstvu počnejo razne tako imenovane dobre stvari, veliko večjo vlogo pri ustvarjanju neprimernih koncentracij bogastva, kot karkoli, kar izhaja iz prostih trgov. Prost trg seveda omogoča, da imajo nekateri ljudje izjemno bogastvo. In obstajajo primeri izjemnega bogastva, ki izhajajo iz korupcije, goljufij in klientelističnega kapitalizma ter vsega tega. Poleg tega pa vlade počnejo stvari, kot je subvencioniranje električnih vozil. To je del razloga, zakaj je Tesla na koncu postala uspešna. Vlada je subvencionirala vesoljska potovanja. To je del razloga, zakaj je SpaceX uspešen. In obstajajo še milijoni drugih primerov. To je veliko slabše od tega, kar se zgodi, če na primer Steve Jobs izumi iPhone in veliko ljudi želi kupiti iPhone. Tako Steve Jobs postane zelo bogat. Ampak to je zato, ker je ustvaril nekaj, kar je veliko ljudi želelo. Dan, videla sem, da si tam zmajeval z glavo. Kakšen komentar? Poglej, mislim, to je standardni klišej o tem, kako je vlada slaba. In povem ti, slaba vlada je res slaba. In veliko vlad, morda večina, je res slabih. Ampak nekatere vlade so dobre. Vrnil se bom k svojemu posebnemu primeru. Kaj pa, če prosti trgi ne bi poskrbeli, da bi vsak 6-letni otrok obiskoval prvi razred? Še enkrat sem imel prijatelja, ki mi je rekel, da bi to vsekakor morali imeti, če bi njihovi starši to lahko plačali. Ne, to je naloga vlade, pika. Vlade imajo veliko dobrih stvari, ki jih ne bi samo morale početi, ampak jih tudi morajo početi. Morda ni ceste, ki bi vodila do tvoje izjemno lepe vile, ker živiš sam na gori. No, vlada bi jo morala zgraditi. Ideja, da vlade ustvarjajo neenakost, se mi zdi zelo, zelo nepravična in nekoliko netočna. Ker na koncu koncev, kaj je to povzročilo? Povprečni generalni direktor v ZDA je leta 1980 v velikih podjetjih zaslužil približno 30-krat več kot povprečni delavec. Zdaj pa je to bolj okoli 300-krat. Vlade so to dejansko omogočile. In vlade lahko to tudi obrnejo. To se je zgodilo zaradi številnih različnih dejavnikov, vključno z liberalizacijo v ZDA in Združenem kraljestvu, spremembami pri drakonsko visokih davkih, določenimi predpisi glede pokojninskih načrtov in borznih trgov. To je ustvarilo kup stvari, da ne omenjam seveda krožnega sistema, kjer generalni direktorji imenujejo upravne odbore, ti pa odobravajo njihove plačne pakete, ki so seveda v kapitalu. So na borzi, kar še dodatno ustvarja napihovanje bogastva. Obstaja veliko stvari, ki jih lahko naredimo, da to spremenimo. Zakaj bi si želeli to spremeniti? Ker če odgovorim na vprašanje Nataše, ne deluje ravno najbolje. In kako vem? Ker so ljudje, kot je Donald Trump, izvoljeni. V sistemu je veliko jeze. In ta jeza izhaja iz različnih stvari, vključno s pretiranim poseganjem progresivne skrajne levice. O tem ni dvoma. Eno od teh stvari pa je tudi neenakost. Rada bi vprašala Nathana, vsi vidimo, da je trenutno izvoljenih veliko drugih ljudi, ki nujno ne delijo iste ljubezni do kapitalizma kot Donald Trump. Zdaj je v Združenih državah val demokratičnih socialistov, ki prevzemajo položaje. Župan Mamdani v New Yorku je le eden izmed njih. Nathan, kaj meniš o tem? Najprej bi rad poudaril, da se zdi, kot da se vsi strinjamo, da bi morali obdavčiti denar Elona Muska. Saj je Jeffrey tam priznal, da sta vesoljsko potovanje in električni avtomobili financirani s strani države. Torej bi bilo $1 bilijon Elona Muska vsaj nelegitimen. Ampak iz teh volitev številnih demokratičnih socialistov po državi je razvidno, da se ljudje ne strinjajo z Jeffreyjevim pogledom. Menijo, da je prevelika koncentracija bogastva in so jezni, ker vedo, da bi vlada dejansko lahko naredila več. Kar smo videli v New Yorku je, da je Zohar Mamdani bil izvoljen, ker je rekel, da bi si moral vsakdo lahko privoščiti življenje v svojem mestu. To je bila njegova temeljna platforma. In zato je rekel, da bomo naredili varstvo otrok bolj dostopno. Avtobusni prevoz bomo naredili cenovno dostopnejši. Poskrbeli bomo, da bo vaša najemnina dostopna. In te obljube nagovarjajo ljudi, ker ljudje razumejo, da ni pošteno, da je toliko bogastva zbranega na enem mestu, medtem ko se navadni ljudje vsak mesec borijo, da bi plačali osnovne račune. Jeffrey, rada bi se obrnila nate. Libertarijanski argument je, da je bogastvo nagrada za ustvarjeno vrednost. Ampak Muskovo bogastvo, in to si omenil, je bilo v veliki meri zgrajeno na državnih pogodbah in subvencijah, ki smo jih videli pri SpaceXu in Tesli. Je to res uspeh prostega trga ali je to
lahko bi rekli socializirano tveganje in privatizirana korist. Mislim, da veliko tega ni uspeh prostega trga. Kot je nakazal Nathan, sem bil zagotovo kritičen do ljudi, ki so obogateli na račun davkoplačevalcev, ker je vlada ustvarila programe, ki so to omogočili. Mislim, da bi rad dodal eno stvar k tej razpravi, ki je pomembna, glede na to, kar sta povedala oba druga člana panela. Eno je reči, da bi morali izvajati prerazporejanje za pomoč ljudem, ki so zelo revni ali imajo nizek dohodek. V redu. Kot sta nakazala, zelo malo ljudi se s tem ne strinja. Tudi večina libertarcev bi sprejela neke prerazporeditve v obliki programov proti revščini. Ampak danes govorimo o tem, da se spravljamo na ljudi, ki so bili zelo uspešni. In nekaj tega je pridobljenega na nepošten način in bi moralo izginiti. Ker vlada ne bi smela ustvariti pogojev, ki so to omogočali. Ampak lahko bi prerazporedili vse bogastvo vseh bilionarjev, v redu, da bi poskušali zmanjšati revščino, pa bi to naredili zanemarljivo razliko. Izkazalo se je, da je zelo malo bilionarjev. Torej, čeprav ima vsak od njih veliko, to še vedno ni niti približno dovolj, da bi bistveno vplivalo na stopnjo revščine in podobne stvari. Programi proti revščini so vredni razprave. Politike proti bilionarjem nimajo nobenega smisla. Dan, spet vidim, da zmajuješ z glavo. No, mislim, to je absurdno, ko je bogastvo Elona Muska večje od BDP-ja številnih, morda celo večine držav, očitno bi to naredilo razliko. Zdaj imate samo enega bilionarja, ki pa že nekaj tednov ni več bilionar. Ampak spet bo postal bilionar. Imel bo več. In sama številka ni tako zelo pomembna. Govorim o super, izjemno bogatih in o ideji, da jih je treba spodbujati tako, da pustimo prostemu trgu prosto pot. In mislim, da se vsi tudi strinjamo, da trg v resnici ni tako zelo prost. Veliko tega je, kot je rekla Nataša, nagrada prostega trga za socialistično situacijo, ki koristi podjetjem, ki potem lahko kupijo vlade. Ne, mislim, da realno gledano želim, da so ljudje motivirani z možnostjo, da postanejo veliko bogatejši od drugih. Razumem, da inovacije temeljijo na tem in da je človeški napredek odvisen od tega. In to je v redu. Druga skrajna možnost, da imajo vsi popolnoma enako, ne glede na to, kaj so dosegli, je prav tako neumna, kot to ima ena oseba vse bogastvo in dohodek. Ampak govorim o tem, ali smo na optimalni ravni. Mislim, da nismo. Nihče ne potrebuje več kot 100 milijard dolarjev. In ker imamo številne ljudi, ki imajo več kot 100 milijard ali več kot 10 milijard, sem precej prepričan, da če bi bil njihov maksimalni mejni davek 20, bi lahko na dodatnih 100 milijardah še vedno držali, veste, 20 milijard. To bi jih dovolj spodbudilo, sicer pa ne. In bili bi prisiljeni početi vse mogoče umazane trike, za katere bi vlada, glede na tvoje mnenje o nesposobnosti vlad, Jeffrey, nekako, veš, nasedla. Mislim, da bi to morali poskusiti. Curso? Seveda, še vedno bi bili motivirani. Jeffrey, videla sem, da si zmajeval z glavo. Želiš odgovoriti? Delno želim odgovoriti tako, da poudarim točko, ki sem jo izpostavil na začetku. Ni načina, da bi dejansko zbrali pomembne količine davčnih prihodkov, če bi se lotili triljonarjev. Če to stori ena država, bojo te triljonarji odšli v drugo državo. Če to stori več držav, bojo triljonarji našli načine, kako razdeliti svoje premoženje med sorodnike ali pa ga bojo skrili v navideznih podjetjih. Počeli bojo vse mogoče ustvarjalne stvari. Zato je lažno upanje, da bomo dejansko zbrali kakršnekoli pomembne, nepomembno količino prihodkov. To je del razloga, zakaj veliko držav, ki so uvedle davke na premoženje, so v zadnjem času ukinile svoje davke na premoženje. Morda način, kako to storiti, ni, da se lotimo triljonarjev, ko so že postali triljonarji ali megamiliarderji, ampak da preprečimo, da bi se to bogastvo sploh nakopičilo. In še enkrat, ne pravim, da nikomur ne dovolite zaslužiti več kot milijardo dolarjev. Pravim, da na tej točki ga je treba zelo strogo obdavčati, bolj ali manj po nordijskem modelu. Težava s politiki, ki zagovarjajo to, in to so socialisti v Ameriki in različni populisti povsod, je, da spravljajo se na višji srednji razred. Spravljajo se na ljudi v New Yorku, ki zaslužijo 700 tisoč dolarjev, kar te v New Yorku res ne naredi bogatega. Jaz se ne bi lotil niti tistih, ki zaslužijo manj kot 5 milijonov dolarjev, ampak za tistimi nad 5 milijonov dolarjev. Ideja, da to res potrebuješ, sicer ne boš motiviran biti odličen direktor, je absurdna in omogoča kopičenje bogastva, ki je groteskno. Želim nekaj obrniti. Veš, Nathan, običajen argument proti davkom na bogastvo je, da bodo bogati preprosto vzeli svoja podjetja, svoja delovna mesta in svoje bogastvo s seboj. Veš, na primer, da ljudje zapuščajo New York, zdaj, ko je Mamdani župan, zaradi svojih demokratično-socialističnih politik. Ali to res drži? Ali pa misliš, da gre bolj ali manj za učinkovito lobiranje? No, bodimo jasni, o čem se tu razpravlja. In to, kar Jeffrey v bistvu trdi, je, da so te ljudje premočni, ker so nad zakonom.
Lahko sprejmeš katerikoli zakon želiš, pa bodo vedno našli način, da ga prekršijo, ker nimajo nobenega spoštovanja do zakonov, ki jih sprejmeš. In svoje bogastvo bodo zaščitili pred demokratičnimi prizadevanji, da bi uvedli zakone o tem, koliko bogastva lahko imaš. To ti res pove vse o tem, da ne bi smeli imeti družbe, v kateri so ljudje s takšno stopnjo moči. Zdaj, mislim, to je vedno konzervativni argument. Karkoli poskusiš narediti, bo za manj, kaj ne? Mislim, da to v praksi ne drži. V praksi, če uvedeš dohodnino in jo tudi izvajaš, ljudje običajno plačujejo davke. Moraš poskrbeti za izvrševanje zakonov. Moraš zagotoviti, da obstajajo ekonomske kazni za ljudi, ki svoj denar iznašajo iz države. Nekatere od teh stvari moraš res narediti na nacionalni ravni, ker imamo sistem s 50 zveznimi državami. In to spodbuja nekakšno dirko proti dnu, kjer ena država zviša davke, druga pa jih zniža in reče, pridite k nam. Ampak to je argument, da se to naredi na nacionalni ravni, kjer zelo malo ljudi zapusti Združene države, namesto da bi to počeli na ravni mesta ali države. In to samo dokazuje, da imajo te ljudje preveč moči. Zanimivo. V redu, veš, rada bi postavila vprašanje o moralni filozofiji. Obstajajo moralni filozofi, ki trdijo, da nihče ne zasluži $1 bilijon sam. V bistvu je izjemno bogastvo vedno deloma zgrajeno na družbeni infrastrukturi, javnem izobraževanju, pravnih sistemih in delu drugih ljudi. Ali ima družba legitimno moralno pravico, da si del tega denarja povrne, recimo od Elona Muska? Jeffrey? Ne bom zavzel stališča o tem, kakšne so ali niso moralne zahteve. Rad bi samo pojasnil svoje stališče. Ne trdim, da ne bi smeli obdavčiti bilijonarjev. Seveda bomo obdavčali bilijonarje. Jaz nasprotujem trditvi, ki je predmet te razprave, ali bi bilijonarji sploh smeli obstajati. Namiguje se, da bi morali nekomu prepovedati, da zasluži toliko, ali pa uvesti zaplenbeno obdavčitev, ki bi vse to pregnala drugam. Ljudje z visokimi dohodki bi morali biti obdavčeni po razumnih stopnjah, ne po pretirano visokih, saj to spodbuja utajo in izogibanje davkom. Vsekakor pa bi morali obdavčiti tudi bilijonarje in ti bi morali plačevati razumen delež. Nathan, rada bi se vrnila k tebi in dobila občutek, kaj meniš, da bi bilo treba storiti? Katera politika bi bila dejansko učinkovita pri boju proti neenakosti, ki jo vidimo v današnjem svetu, in pri boljši razporeditvi denarja? No, samo da se dotaknem vprašanja moralnih zahtev. Družba in vlada imata pravico in dolžnost zagotoviti, da so osnovne potrebe ljudi zadovoljene. In ta dolžnost je moralno bolj prepričljiva kot spoštovanje pravice ljudi, da kopičijo toliko bogastva, da jih to naredi za neke vrste smrtne bogove na zemlji, kaj ne? Ta dolžnost skrbeti za ljudi je ključna. Dolžnost delodajalcev je, da zagotovijo, da svojim delavcem plačujejo dostojno plačo, da si lahko delavci v njihovih podjetjih zagotovijo osnovne potrebe. Torej bi rekel, politike, ki jih moramo uvesti, so tiste, ki zagotavljajo, da je za vse v družbi poskrbljeno. To pomeni zagotoviti, da se lahko vsak delavec pridruži sindikatu, da ima potrebno pogajalsko moč za dosego dobrega dogovora s svojim delodajalcem. To pomeni, To pomeni tudi stvari, kot je davek na luksuzna druga bivališča se uvaja v New Yorku. Pomeni tudi zvišanje dohodnine, uvedbo davkov na premoženje. Tako lahko zagotovite, da je študij bolj dostopen, da ima vsakdo zdravstveno oskrbo. Obstaja cel niz predlogov, ki so jih predstavljali socialistični kandidati in celo liberalni demokrati. Vsi te predlogi so zasnovani tako, da zagotovijo, da živimo v moralni družbi, ki skrbi za ljudi in ne postavlja lastnine pred ljudi. Stvar pri teh moralnih družbah je, da je bilo veliko takšnih prizadevanj v preteklosti zelo zlorabljenih in so se izrodila v korupcijo. In to je šlo proti človeški naravi. Komunizem je klasičen primer tega. In veste, govorite o potrebi, da bi bilo življenje v New Yorku dostopno. Rad bi, da bi bilo tako. Moja hči živi v New Yorku in si ga ne more privoščiti. Ampak realno gledano je New York eno izmed več svetovnih mest, ki so na vrhu, ko gre za kapitalizem. Nihče nima pravice tam živeti, zaslužiti moraš dovolj, da si lahko privoščiš življenje tam. To je pač narava stvari. Torej, veliko teh načrtov, o katerih govorite v New Yorku z Mondanjem, ne bo delovalo preprosto zato, ker so preveč oddaljeni od kapitalizma. Jaz govorim o nečem drugem. Obstajajo stvari, za katere ima družba absolutno moralno pravico in celo dolžnost, da jih stori. Da bi zagotovili, da vse skupaj služi skupnemu dobremu. Rekel sem, da sem kapitalist, kar pomeni, da želim zasebno lastnino, vendar je že to, da družbe dovoljujejo zasebno lastnino, nekaj razmeroma novega. Ko je ta lastnina podprta s strani države, ki uveljavlja vašo pravico, da jo imate in da vam je nihče ne more vzeti, je to temeljno. To počnemo, ker verjamemo v skupno dobro. Ni v skupno korist, da imamo v ZDA takšno raven neenakosti, kot jo imamo trenutno. Videti je kot prevara. Ljudje so nesrečni,
To ljudi spravlja o pamet. Torej, ali gre za davke na premoženje, ali obdavčitev nerealiziranih dobičkov, ali pa da je kapital obdavčen na enaki ravni kot delo. Nekaj je treba storiti in se lahko stori. Mimogrede, kar se tiče zapustitve ZDA ali nekaterih drugih držav, nisem tako prepričan, vendar obstaja univerzalno obdavčevanje.